Leto 2021 se je steklo. Bilo je leto sigurno zaznamovano ponovno z korono, z tudi velikimi izzivi in težavami. Toda prav težave so velikokrat za Božje ljudstvo
priložnost, možnost, izziv, da Bog stvari premakne in nam razdeva nove načrte, novo milost. Zato smo hvaležni tudi za leto 2021. Čeprav ni bilo preprosto, enostavno, ali Bog je bil z nami, nas spreminjal, nas blagoslavljal, nas oblikoval po svoji volji in svojem načrtu. In hvaležni smo mu. In nekako predajemo svoje življenje tudi v leto 2022, ki se je začelo. In vsem želim blagoslovljeno leto 2022. Ob tem pa se spomnimo tudi nekaj utrinkov iz leta, ki se je izteklo. Kajti stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno. Govora je o stanovitnosti, potrpežljivosti, da izpolnimo Božjo voljo in dosežemo obljube Boga. Še posebej so mi v oči padle besede izpolniti Božjo voljo. Ne morem vam obljubiti, da bo leto 2021 boljše leto, kot je bilo 2020. Zato ni nobenega zagotovila. Ampak lahko vam povem, da kjerkoli se sedaj nahajate na poti življenja, Bog je z vami. On je za vami, ker je vaš varuh. On je zraven vas, ker je vaš vodič. In on je pred vami, ker je vaš cilj. Joy transforms our difficult circumstances into times of blessings. Of course, it seems contradictory that joy would come during hard times. But that's one of the promises about joy in the Bible. I imagine we have all had circumstances in our lives that have felt unimaginably heavy and difficult. And yet, there were moments within those trials that brought us joy. Pred križem postanemo vsi bratje in sestre, združeni v Jezusovo družino, ki jo še danes vidimo v cerkvi. Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja. In kako res je to tudi za naše otroke. In zato je najboljša priprava za življenje in obrambo predvsem tem poznavanje in uporaba biblijskih resnic. Zato je tako pomembna nedeljska šola, delo z otroci, kajti otroci rabijo poučevanje. Prvi vrsti se moramo zahvaliti Bogu za njegovo milost in njegovo dobroto. Drugo, pa tudi to smo že danes slišali, pa se moramo tudi zahvaliti drug za drug. Tako je.
In Jezus je res šel vse te skistke. Daj še enkrat. Joj. Jaz sem prav na Švico. Jaz sem prav zadihala, upam, da se ne sliši na telefonu. Spet je videl, vstal in se dal krstiti. Ker je Pavel, ki se je pozneje Pavel postal Name bolečina na bolečino. Dejansko je zbolel za smrt. Novo leto 2022. Vsi imamo svoje sanje. V začetku mogoče zelo živo sanjamo in smo navdušeni. Toda s časoma v življenju se naše sanje vse bolj umirajo. Toda, ko več ne sanjamo, velikokrat naše življenje lahko postane zelo hitro rutina. Zato so sanje zelo pomembne, da življenje doživljamo in spoznavamo, zakaj smo tukaj, zakaj živimo. Tudi na začetku vsakega novega leta je pomembno sanjati, planirati, kaj želimo doseči. Ne bomo govorili, kako shujšati, kako jesti zdravo hrano, da bomo ostali fit, ali kakšen trening izbrati, da bomo izklesali naše telo. Želim govoriti o sanjah, ki so pomembne za zemeljsko življenje in tudi za našo večnost. Vsi bomo nekega dne zapustili zemeljsko življenje in če nismo sanjali in poskrbeli za večnost, bomo na koncu vse izgubili. Pred 10 dnevi smo praznovali Jezusovo rojstvo. Nažalost za mnoge samo praznovanje in potem konec o Jezusu do naslednjih praznikov. Poglejmo, kaj se je dogajalo po Jezusovem rojstvu. Prebrali bomo o človeku, ki je imel svoje sanje. Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon. Bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil z njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. V duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: Gospod, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videli tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev. Luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva. Simeon je živel in doživel izpolnitev svojih sanj. Poglejmo, kaj so bile njegove sanje. Bil je pravičen in Boga boječ človek. Ni bil neki duhovni sanjač, bil je trdno na tleh, živel je življenje, ki je temeljilo na pravičnosti. Pravičnost je temelj za obstoj in blaginjo človeštva. Brez pravičnosti človeštvo uničuje samega sebe. Mi lahko v svojem življenju poskrbimo in dosežemo marsikaj, kako nekako uresničiti in izpolniti svoje sanje tudi v tem letu.
Toda če ne bo naše življenje osredotočeno na pravičnost, bomo na koncu leta razočarani. Kako pomembna je za človeštvo pravičnost, lahko spoznamo, ko nas boli, ko se nam zgodi, kako nas boli, ko se nam zgodi krivica. Zaznavanje, soočenje z nepravičnostjo nas vznemirja in prizadene. Poleg pravičnosti vidimo, da je Simeon bil tudi Boga boječ človek. Nekdo, ki je veroval Boga in živel po njegovih zapovedih, načelih. Tukaj ni mišljen nenehni strah pred kaznijo, ko zgrešimo, ampak strahospoštovanje, globoko spoštovanje vsemogočnega Boga. V bistvu pomeni ljubeč odnos z Bogom, ko užalostimo Boga kot svojega stvarnika, nam je težko v našem srcu. Simeon je živel prave sanje. Pravičnost in bogaboječnost nas usmerjata v življenju, da bi živeli, kar je prav, da bi rastli v popolnosti. Jezus je učil, da naj ne skrbimo non-stop, kako bomo živeli, ampak postavimo pravičnost na pomembno mesto. Oziroma, če bo pravičnost v našem življenju na pravem mestu, bo za nas poskrbljeno tudi vse ostalo. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo, je dejal Jezus. Kako močne, kako resne in globoke besede, ki nam odpirajo eno novo področje v življenju, ki nam ponujajo ali nas kličejo k enim novim sanjam. Človeštvo živi v padlem svetu in mi smo duhovno mrtvi za Boga. Zato potrebujemo sanje. Zato je potrebno, da se prebudimo iz tega duhovnega stanja in začnemo sanjati o najbolj pomembnih stvareh v našem življenju. Želimo sanjati v tem novem letu, kot je sanjal Simeon. Njegove sanje so bile pravičnost in bogaboječnost. Prave sanje prinašajo najbolj pomembne stvari v naše življenje. Simeon je pričakoval Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil z njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. Simeon ni samo sanjal, ampak pričakoval, veroval, iskal tolažbo, duhovno pomoč, razodetje. Spoznal je, kdo je rojeni Jezus. Jezus se ni samo rodil, ampak je nadaljeval svoje poslanstvo na zemlji. Mnogi tega ne vidijo. 2-krat na leto mogoče na praznike slišijo o Jezusu in to je vse. Ker je Simeon imel sanje, je spoznal, videl in doživel, kdo je Jezus. Gospodar zdaj odpušča svojega služabnika po svoji besedi v miru.
kajti moje oči so videli tvojo rešitev in ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev. Luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva. Sveti Duh je bil z njim in mu razodeval, da ne bo umrl, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija, odrešitelja. On bo luč vsem narodom, je bilo razodeto Simeonu. On bo slava njegovega ljudstva, Izraela. Sveti Duh je tretja Božja oseba, ki želi prebivati v naših srcih. Bog ni nekje daleč, ampak blizu, če mu odpremo svoje srce. To je obljuba Boga za vsakega. To moramo imeti sanje, ki presegajo zemeljsko življenje. Želimo spoznati, kdo je Jezus, kaj je njegovo poslanstvo, zakaj se je rodil, kaj želi delati v našem življenju. O njem je prerok Izija govoril že v Stari zavezi. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me, da oznanim blagovest ubogim in da povežem strte v srcu, da ukličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec na mesto pepela, olje veselja na mesto žalovanja, ogrinjalo zahvalnico na mesto potrtega duha. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti, Gospodu nasad za njegovo poveličanje. Jezu poslanstvo je bilo oznanjati veselo novico, da nas Bog ljubi, da nas kliče, da pridemo nazaj k njemu. Da je Bog ta, ki nam želi pomagati, ki nas želi blagosloviti. Prebrali smo, da pomaga strtim srcem, da svobodo zapornikom v svojem srcu, da žalujoči prejmejo venec na mesto pepela, veselje na mesto žalovanja, petje, veselje na mesto potrtosti, razočaranja in žalosti. Da Bog spreminja težke situacije v blagoslov. Zato nas kliče, da naj imamo sanje, ki nas vodijo, ki hrepenijo po delovanju in razodetju Boga v našem življenju. V razodetju Boga v tem novem letu 2022. Tukaj Izija zaključuje, da postanemo hrasti pravičnosti. O, kakšno veličastno poslanstvo, Božja volja za naše življenje. O, kakšne veličastne sanje za leto 2022. Želimo sanjati o pravičnosti Boga. Ga želimo spoznavati. Mogoče še nikoli nisi sanjal takšnih sanj. Odloči se, da jih želiš sanjati v tem novem letu. Eden od nasvetov, ko izpolniti sanje. Odloči se, da boš v tem letu prebral celo Sveto pismo. Obstaja nekaj zelo dobrih načrtov,
kako v enem letu prebrati Sveto pismo. Če ne moreš priti do njih, ali ne veš, kje bi naše načrte, lahko nam pišeš in poslali, svetovali ti bomo, kako v enem letu spoznavati skozi Božjo besedo, Božji načrt, Božjo voljo, Božje sanje za naše življenje. Dnevno branje Svetega pisma nam odpira najbolj pomembne stvari za naše življenje. In ena od njih je pravičnost, o kateri tudi danes govorim. In v pregovorih 21. vrsta imamo zapisano takole: kdor se poganja za pravičnostjo in dobroto, najde življenje, pravičnost in čast. Zato se pomolimo za Božji blagoslov, za Božjo pomoč v tem novem letu. Lahko zapremo svoje oči in odprimo srca in povemo: Bog, tukaj smo. In hvala ti za to novo leto, ki nam ga podarjaš. In odpiramo ti naša srca in pomaga nam, da sanjamo sanje, ki nam razodevajo tvoj načrt, tvojo pravičnost, tvojo ljubezen, da te lahko ljubimo, da lahko gradimo en čudoviti odnos s tabo in da lahko spoznavamo vso veličino, vso tvojo voljo in načrt, ki ga imaš za naše življenje, katerega si začel izpolnjevati, ko si se rodil in živel in ga izpolnil, dokler se nisi ponovno vrnil nazaj k nebeškemu Očetu. Zato te prosimo in ti predajamo to novo leto 2022 v tvoje roke, dragi Bog. Vodi nas, ščiti nas, oblikuj nas, spreminjaj nas in daj nam sanje, da bo naše življenje izpolnjeno z življenjem, ki prihaja od tebe. To te prosimo v imenu Očeta in Svetega Duha in Jezusa Kristusa. Amen. Želim vam srečno in blagoslovljeno novo leto 2022.